ker je Azija gospodarstvu blizu, kulturi pa malo bolj oddaljena, je prevodov odrasle in mladinske literature posebej iz vzhodnih jezikov originalno, ne preko angleščine ali nemščine malo. Tisto, kar se trenutno pojavlja in kar vlade zelo privlači, so japonski stripi, manga imenovani, najbrž tudi zaradi oblike, ker se knjiga obrne drugače, začne listati, bomo temu rekli, od zadaj naprej. Junaki so mladostniki, zlasti mladostnice, kar je pa različno od, bomo rekli, ameriške tradicije stripa ali pa te popularne literature, je pa to, da je še zmeri poudarek na tradicionalnih vrednotah, spoštovanju starejših, včasih tudi žrtvovanju, seveda pa vedno junak ali junakinja stremi k temu, da doseže svoj cilj preko zelo veliko preizkušenj, pridružijo si tudi, seveda, bom rekla, skupina vedno mora biti klapa, skupina, klan, karkoli, tokrat v dobrem pomenu besede. V zbirki Najst ali pa v zbirkah za najstnike pa izhajajo originalna dela. Adijo punca je ena taka pretresljiva, prvoosebna dnevniška pripoved o dekletu, ki zboli, ki je ves čas na meji med življenjem in smrtjo, ki je mladostnica, ki se zaveda, da morda samo en dan ali 2 dneva sta še pred njo in pravzaprav zato tudi tako zelo zaostruje odnose s svojimi bližnjimi ali pa daljnimi, ker pravzaprav ve, sem tukaj, sem zdaj in želi, da jo jemljajo kot še vedno živo in zato včasih tudi zelo kruto ravna s svojimi starejšo, mlajšo sestro, prijateljicami in tako. Tako da pravzaprav iz japonske, hkrati pa čisto neke obče človeške vrednote vsebine. Potem je pa seveda veliko prevodov klasike, pravljic, pripovedne tradicije in se mi zdi imenitno, da prav danes, ko je svetovni dan pripovedništva, pripovedujemo od Alibabe in 40 čarovnikov do kakšnih Pančatantre in takšnih starih, večno znanih pravljic, ki so pa namenjene seveda starim in mladim in so tista vsebina, ki vsakemu lahko kaj pove. Jaz se tega veselim, posebej zato, ker menim, da bodo tudi ljudje, ki bodo prišli, prispevali kaj, kar seveda marsikatero zgodbo poznajo. Zaključili bomo s bibličnimi zgodbami, ki so nam vse blizu in tako bomo zaključili, začeli na Bližnjem vzhodu, nadaljevali do daljnega in se spet vrnili nazaj na Bližnji vzhod. Bo šlo, upam.